Ansambel Atomic Harmonic so zopet v polnem zagonu. Veseli in ponosni so, da predstavljajo novi hit z naslovom Baloni v prvotni zasedbi iz leta 2004. Jani, Špela, Špelca in Fraj Toni. Se bova igrala, opet je Liza, kikirika, skozi pomišiga, takrat pa zaspiva. In gremo še enkrat skupaj! Ravno so postali polnoletni, kar pomeni, da imajo sedaj tudi uradno dovoljenje, da zopet svojo veselo glasbo dvigujejo na noge vso Slovenijo. Vabijo torej vse, ki ste ob njihovi glasbi uživali že takrat in tudi nove oboževalce, ki jim je njihova glasba pri srcu, da se srečate na enem izmed prihajajočih koncertov po Sloveniji in skupaj zapojete novi hit Baloni, katerega so svečano predstavili na izbrani prireditvi v enem izmed skednjev v Vopovljah. Je danes en razlog za veselje, ker se je ponovno združila skupina Atomic Harmonic, ki je bila tisti čas tam nekje od leta 2006 do 2010, ko so bili na vrhuncu, res en motor, eno upanje, tudi v Sloveniji, ko so naredili kar neke vrste revolucije v tej narodno-zabavni glasbi. Vemo, da do takrat je bila narodno-zabavna glasba, ki je meni zelo ljuba in ki je slovenska glasba, kar nekako zapostavljena. Potem, ko so pa oni prišli na trg, pa je na nek način so tudi postali oni zanimivi, postali so zanimivi, počasno so se potem razvili Modrijani in vse te, in ta slovenska glasba je spet prišla na površje in zato mi je res veselje, da so se spet zbrali skupaj in da bojo spet poskušali zabavati Slovence in Slovenke in tudi širom meja, tako da Jani Pavc, ekipa Atomika Harmonika, jaz jim želim super ponoven zagon in pa da bojo ponovno navduševali Slovenke in Slovence, kajti tega nam doskrat tudi manjka. Se bova igrala, ukroke balone marcoj, to bova skakala. 18 let polnoletnost nimam videti, veliko izkušenj se je nabralo in nov komad Jani Pavec, s ponosom ga naslavljate in pozdravljate vesoljno Slovenijo, da gre vaša glasba naprej. A ni dober? Kako smo pred 18 leti začeli bolj z hecka pa zares, ker se je pol razvil ta atomikomija. Sem tudi zdaj 2 leti nazaj, moram povedati, pred samo korono smo se mi dobili, tako da ta zadeva, ta komad in videospot je star 2 leti, pripravljamo že novih stvari veliko. Tako da ja, mi smo veseli, da smo zdržali toliko let, da smo približeni, še ne hodimo s palčko. Je pa res, da se leta grejo naprej, ampak ne zato. Še vedno bo ostaja energija v srcih in pa med ljudmi, kar pa bistvo. Za predstavitev ste izbrali tudi en poseben kraj? Jaz sem v zadnjih letih se začel ukvarjati s samimi porokami, tako da žena smo se pač skedno na posestvu Ljubeznice se poročila, tako da kar spontano je ratal ta dva naša skedna za poroke. Meni se tudi zdel fajn, da smo mi v tem domačem pristnem, tudi prej, malo prej je gospod tamle gnojil in smo začutili pravo kmečko, slovensko, podeželsko vzdušje, tako da kaj lepšega kot to. Kaj si obetate v prihodnosti? Ker smo pred dobrim tednom dali to v medije, pred to promocijo si nisem obetal popolnoma nič. Ampak zdaj pa približno že vidim, ko imam vsak dan toliko enih klicev, kaj se bo zgodilo. Napolno nas blokirajo, Špilo imamo res, ta trenutek že lahko rečem, da nas boste res lahko videli po celi Sloveniji, tako da smo spet vrženi, da vadimo z ekipo, da naredimo res dober žur. Tako da gremo to atomsko energijo naprej, bomo širili, tako da med ljudmi, predvsem pa se mi zdi ta naša modrost, zrelost, da se naredila malo bolj cool, da se ne toliko nekaj zaganjamo, tako da res prijetno, no, res fajn. Špela, zadnje časem smo vas bolj srečevali po socialnih omrežjih, zdaj pa spet na polno z Atomiki, vaša energija je neskončna. Pa tako bom rekla, dejansko je ta globalna situacija ustavila moje pojavljanje na odrih, ampak hvala Bogu se je zdaj, vsaj trenutno, to malo sprostilo in odprlo, tako da ja, nadaljujem ne samo v zasedbi Atomic Harmonic, ampak tudi solo.
Tako da ja, ni pa res, da je moja energija neustavljiva. Sem imela tudi jaz v zadnjem letu obdobja, ko je bila ta energija na nuli ali pa celo v podnu, sploh zaradi vse situacije, ki se je dogajala. Ampak trenutno moram reči, da je kar na vrhuncu. Ja, to je življenje, marsikaj prinese. Česa pa si želite? Ne bom v nobenem reševanju sveta in prekinitve ne vem česa, ampak predvsem, da bi moje življenje še naprej teklo tako, kot je teklo do zdaj, v smislu, da sem vedno počela stvari, ki sem jih najrajše v življenju počela, zato ker imam občutek, da če delaš to, kar najrajše počneš, nimaš občutka, da delaš, in če ljubiš svoj job, posel, službo, kakorkoli se temu reče, da je veliko lažje v življenju. Tako da jaz si želim tega in predvsem si želim, da bom ostala avtentična in da me nič ne bo, čakaj, iščem lepo besedo, spravilo iz tira.